No, evo, kako zmanjšati vpliv PMS-ja na produktivnost. To se meni zdi kar pomembna stvar, ne? In najprej je to, da si priznamo, da nisi lena, ampak da si v bistvu ciklična. Ker tvoje telo dela ogromno stvari, a ne? In z samim razumevanjem cikla boš lažje sprejela nihanja in si prilagodila ritem dela. Potem drugič, načrtuj vnaprej. Če poznaš svoj cikel, to pomeni, da lahko pri pomembne sestanke ali pa večje projekte načrtuješ v fazi več energije, se pravi tam, kjer imamo ovulacijo, torej, ko vemo točno, kjer faze cikla smo najbolj na powerju, a ne? In pa moramo poskrbeti za prehrano in pa dodatke, se pravi, živila bogata z magnezijem, omega 3, vitaminom B6 ter kakšno ašvagando, pomagajo uravnavati razpoloženje in zmanjšati napetost. In pa četrtič, vzami si mikropavze. To pomeni 5 minut globokega dihanja, sprehod v naravo, raztegovalne vaje, joga, karkoli, ker to res čudežno vpliva na fokus in umiritev svojih misli. In pa, tako sem že prej rekla, spremljati je treba svoj cikel in se ne primerjati, ker je vsako telo drugačno. In z aplikacijo ali pa z dnevnikom cikličnosti spoznaj svoj ritem in mu nujno zaupaj, ker produktivnost ni vedno več in pa hitreje, ampak včasih je to, da znaš poslušati sebe, oziroma to je v bistvu bistvo. In ko vemo, kje smo in kdaj smo najjače, takrat udri po siromaku. Tako da, imamo to.